To se pravi, zdaj nekako smo ta steber pošlihtali, zdaj bomo pa naprej. Mi imamo pa stebre tudi zato, da okrog stebrov namestimo razna navitja. In zdaj bomo začeli z, bi rekel, tem objemanjem tega stebra. In dajmo kar obroč, krožni obroč, okoli ali pa okrog ferromagnetnega stebra. No, v stebru je pa nek fluks, ki je, rečemo, harmoničen ali pa pač stebra s fluksom fi, a ne, pač neka funkcija. Se ni treba nujno, da je harmonična, lahko bi bila žagasta, lahko bi bila trapezne oblike, ne, zdaj to ni pomembno. Takole, tole je zdaj tale naš steber, ki je verjetno že lameliran, ne, tako da zminimiziramo vrtinčne izgube, ne, tega zdaj ne ponavljamo več, ne, to se pravi, rečemo, da je lamelirano. Zdaj imamo pa tukaj obroč. Seveda je prevoden obroč. Prevoden obroč, kasneje bo več obročev, kasneje bo to navitje, a ne, tuljava, karkoli, a ne. No, pač zdaj os, ne, seveda, fi smer, a ne, klasika. Zdaj, iz tistega, kar smo tam videli, ne, je poljska jakost tukaj noter določena, ne, bom jaz kar tukaj zapisal, fi inducirani je enak pač u inducirani v tej zanki, ne, u inducirani v tej zanki, deljeno z 2pi rho, če je tole radij, ne, tega obroča. Takole, ne. Se pravi, integral inducirane poljske jakosti, ne, je inducirana napetost, ne, to je tudi minus fi črtica deljeno z 2pi rho. Ne. Torej, iz prejšnjega zgleda, ne, imamo pač v okolici obroča električno poljsko jakost, ki z oddaljevanjem upada. No, tale obroč ima tudi neko specifično električno prevodnost gamma, to se pravi, da imamo tukaj tudi tokovo gostoto J, oziroma kar bom pisal J fi, je gamma krat fi inducirani. Ne. Seveda fi statični je iz že omenjenih razlogov tudi tule enak nič, kajti tukaj imamo še vedno rotacijsko simetrijo, tudi s tem dodatnim obročem je še vedno zadeva rotacijsko simetrična. Kasneje v naslednji uri bomo dali obroč, ki ne bo krožne oblike, ampak bo, rečemo, pravokotne oblike. Takrat smo pa na novo še kaj pogovarjali in še kaj dogovorili. To se pravi, tukaj imamo zdaj mi tudi tok, ne. Vse integral te tokove gostote je tok, ne. Zdaj pa tako. Ta tok pa sproži tudi fluks zaradi lastnega toka, ne. To se pravi, tale fluks razumemo kot tuji fluks, to je pa reakcijski fluks, ki je vezan na količino tega toka. Zdaj pa tako. Velikokrat se nam v kakšnih primerih pojavi, da je ta induciran fluks morda zanemarljiv proti temu glavnemu fluksu, ne. To se pravi, če je fi inducirani dost manjši od tega fija, potem govorimo o zanemarljivi samoindukciji. To se pravi, če je ta reakcijski fluks dost manjši od tega, potem mi pri inducirani napetosti ni potrebno upoštevati reakcijskega fluksa, ne. To se pravi,
je takole, ne, in zdaj pa še morda malo o kriteriju, kdaj pa jaz lahko pričakujem, da bo ta induciran fluks zanemarljiv. No, toliko elektrotehniškega občutka imate, tale obroč ima tudi neko električno upornost. Če bo tale električna upornost obroča visoka, bo tok majhen in bo tudi induciran fluks majhen, primerjalno na glavni fluks. To se pravi, zdaj zelo po domače, ne, bi rekel, opredeljujemo, kdaj bi bila samo indukcija zanemarljiva. Pri visokih upornostih obroča bi lahko rekli, da velja tole in seveda potem tudi lahko rečemo, da je I v tistem primeru pač inducirana napetost oziroma tudi kar minus d phi z dt deljeno z upornostjo. A sem že prekoračil? Ravno sem. To se pravi takole, ne. Se pravi, če bo obroč delovno rečeno visoke upornosti, potem bomo lahko rekli, da k indukciji v tem obroču prispevala glavni del tuji fluks, lastni fluks je zanemarljiv in tok lahko pišemo kot časovni odvod tujega fluksa. No? Tako.